V Svečini, kjer prebiva Maja Kevc, smo včeraj spremljali finalni izbor Eurosong 2011. Si bil zelo vesel, ko je bila naša pesem končno spet enkrat sprejeta v finale? Ja, res. Zaradi tega, ker po tako dolgem času, da je prišla v finale, vsaka čast. So nam po tvojem mnenju sosedje kaj zavistni? Ja, po moje so, ne. In mislim, da najkar bojo. Poznaš Majo Kevc osebno? Osebno dokaj ne, ker jo zelo redko vidim. Sicer parkrat do zdaj sem jo videl. Prvič, ko sem imel stik, je bilo lani za kmečki praznik, ko smo skupaj, jaz sem vodil program in ona drugače osebno je ne poznam. Kakšna je Maja, da nima? Maja je kot oseba zelo pozitivna, nasmejana, prijazna. Res, mislim, prava zvezda je, no, zaradi tega in ful mi je všeč to, da kljub temu, da je pač že kar nekaj časa znana po celi Sloveniji, ne, da je še vseeno pač ostala zvesta Štajerski, no. To se mi zdi kar tako pozitivno, no, zaradi tega, ker večina Štajerk pač, da ne bom zdaj nesramna, da sem pač, je resno, da večina pač potem začne govoriti tako bolj po ljubljansko, pa pač tako malo, Maja pa pač ostaja naša, ne, in to se mi zdi ful cool, no. Je Slava kaj spremenila? Mislim, da ne. Zaenkrat še ne, no, tako da upam, da je tudi ne bo, no, ampak mislim, da lahko še kar dosti pričakujemo od Maje, no, tako da, ja. Prvič, ko sem slišal, mi je bilo res neverjetno, da tako lepo poje, pa da, ne vem, res vsaka čast. Kako ti je bilo všeč to množično spremljanje tukaj v Svečini? Meni se zdi to tak res izraz pač nekega vaščanskega sodelovanja, no, pa pač tak spodbujanje, pač tudi za Majo, pa za dobre sosedske odnose, pa tako, no, tak se mi zdi, da se pokaže neka vez med vaščani, pa tako, no, pa tudi Svečina je res mala, ne, tako da sem zelo vesela, da se je toliko ljudi dejansko zbralo, no. Vi ste verjetno že veliko Evrovizij dali skozi. Že kar precej, ne. Vse smo že taki zrelih letih, tako da smo že dali nekaj skozi, ne. In samo to, kar se pa danes dogaja, je pa čist nekaj drugega, ne. Ker tu v naših krajih še kaj takega ni bilo za Evrovizijo, ne. Ker tu je taki kraj severno, čist na severu z Avstrijo, z mejo pa to. In Svečina je taki kraj, da ni ekstra nekaj znana pa to, samo če bi pa naša Maja zmagala, ne. Vsaka je čast, ne. Pa bi mogoče tudi država pogledala na te kraje obmejne, ne, da bi kaj prispevala za nas, ne samo za Majo, za vse občane. Ne vem, če bo to zaravno vplivalo na večjo prepoznavnost, no, pač mislim, se bodo ljudje vedeli, da pač Maja prihaja iz Svečine, pa to sam, ne vem, če bo to zdaj ravno neki znak, no, da bi pač Svečina zdaj postala kaj bolj znana, ampak mogoče pa ja, no, ne vem. Končno je napočil trenutek, ki smo ga vsi nestrpno pričakovali. Kot 20. se je predstavila Slovenija z Majo Kevc. Kako zadovoljna si z nastopom Maje? Moram priznati, da mi je bil sam nastop izjemno všeč, zaradi tega, ker se mi zdi, da je Maja ful dobra pevka in da res obvlada čisto vse, od scene do nastopa, do gibanja, plesa, skratka obvladala je in mi je bilo ful všeč, no, res. Zelo v redu je bil. Meni je se zdel zelo super. Meni tudi. Kakšno pa je tvoje mnenje o tem, da Maja poje v angleščini in ne v slovenščini? Ne vem, jaz ko sem gledal Emo, se mi je zdela, ne vem, pol na YouTube sem šel pogledat, pa se mi je bolj zdela angleška, mi je bolj šla v uho, kot pa slovenska, ne vem, boljše se mi zdi. Če to bolj poda v tujem jeziki, ne poje tak, ne. Samo če bi pa še v slovenščini pela, bi še pa bilo mogoče za naš boljši, ne. Sicer se mi tako osebno zdi, da bi bilo mogoče dobro, da bi pač pela v slovenščini, ne, ker je pač to naš materni jezik, ne, pa to sam, mislim, da je sama pesem pač boljše zvenela v angleščini, no, tako da sem kar zadovoljna s tem, no. Ste razumela, kaj je pela, ali v angleščine še ne obvladata toliko? Ne, še ne toliko obvladam. Jaz tudi če se učim angleško, še ne toliko znam. Kaj bi bolj raje vidva, da poje v slovenščini ali ni tako hudo? V slovenščini, ampak vredi. Samo je lepša. Nova. Obleka Majina vam je bila všeč? Ne.
Ne. Kaj bi pa mogla biti oblečena, da bi bila? Tisto, ko je imela pri vaniliji. Ja. Oblačila kot zdaj, so mi bila prejšnja oblačila v predizboru, bi bilo lahko kaj boljše. Ne zdi se mi ravno najboljše. No. So mi je bila zelo všeč, no? Zaradi tega, ker se mi zdi, da je pač res tako nekaj posebnega. No? Zaradi tega, ker pač ni zdaj ravno, ne vem, čisto klasično, ne? Ampak gre za malo bolj moderno verzijo, no? In se mi zdi ful cool, no? Res. Računate na zmago ali bi bili zadovoljni tudi s kako dobro uvrstitvijo? Veste kaj, če tako ne je težko na zmago računati, ne? Če jo pa dobro uvrstite, vsaka je čast. Če je že prišla tako daleč, pa če bi pa enkrat naši kraji, ko so tako zavrženi, kaj tako je dosegli, pa je za našo malo Slovenijo, ko bi rekel, že skoraj preveč. Bomo zmagali morda nocoj? Ja. Vsaj med 10 se bomo uvrstili. Kaj pa če ne bomo? Prvih 10 nam pa ne uide. Ja, bomo pa žalostni. Vsaj upam med prvih 10, da bomo drugo leto avtomatsko finale. Glasovanje je bilo konec in v dvorani ni bilo nezadovoljstva ali dolgih nosov. 13. mesto sploh ni tako slabo, so se bili enotni vsi prisotni. Ja, meni se zdelo v redu. Bilo dobro, ja. Sem zadovoljen, ker glede na razmere v Evropi pa na države, ki so nastopale, bi skoraj lahko rekel, da je nekaj tako. Okoli 10. mesta sem sicer razmišljal o tem. Ja, da pač je 13. ok. Drugače pa bolj se nagnemo konemo, da je bila 3. tisto rajše slišimo. Za našo Majo Kevc smo zelo zadovoljni. Mi smo se borili za njo. Niste videli, kako smo se borili? Zadovoljni smo izredno že. Pravzaprav smo bili zadovoljni samim uvrstitvijo v današnji finalni zbor. 13. mesto je čudovito, mi smo v Majo verjeli, tukaj jo podpirali in jo pričakujemo v Svečini čim prej.